Sem predstavnik tudi nadzornega sveta, tako moja dva kolega, imenovani strani zaposlenih. V čast nam je, da smo bili povabljeni in se tudi čutimo družbeno odgovorni, da se tega dogodka odzovemo, pa ne samo, bi rekel, kot člani nadzornega sveta, ampak predvsem kot zaposleni. Jaz sem se pravi zaposlen v družbi Gen Energija že 15 let, prihajam iz Posavja in na nek način se zavedam odgovornosti, ki jo pač naša družba predstavlja z vsemi hčerinskimi družbami. Zdaj v sami vsebini, bi rekel, seje nadzornega sveta ali pa pogledov nadzornega sveta seveda ne bom govoril, govorim v nekem osebnem prepričanju, kaj jaz čutim, kaj jaz zagovarjam, se pravi kot zaposlen in pa seveda tudi na nek način tudi pol kot član nadzornega sveta. Seveda zelo pomembna je ta naša družbena odgovornost in pa naše delo, se pravi sprejemljivost v našem prostoru vseh zaposlenih, se pravi nas zaposlenih do lokalnega okolja in še to posebej velja tudi za naš vodstveni kader. Zato je tudi v očeh javnosti zelo pomembno, kdo zastopa našo družbo. Ključno je, da družbo in skupino in pa podjetja v skupini vodijo naši kompetentni in pa izkušeni strokovnjaki. S tem dejansko dvignemo kredibilnost, ki jo na nek način potrjuje tudi lokalno prebivalstvo. Zakaj je to tako pomembno? Prav zaradi tega, ko ste že sami omenili, dejansko smo aktivno vključeni z različnimi projekti v našem prostoru. Imamo dejansko kar nekaj izzivov, strateških izzivov pred nami. En je dejansko zelo hitro bo prišel, podaljšanje obratovanja NEK-a. Ta je zelo ključen, zato ker na nek način bo dolgoročno zagotovil še nadaljnjo oskrbo z nizkoogljično energijo. Naš, bi rekel, dolgoročni projekt izgradnja novega bloka jedrske elektrarne je seveda pač ta dolgoročni vidik. Zdaj, ključno pri tem pa je seveda družbena sprejemljivost in pač po mojem mnenju je ključno, da zasledujemo to družbeno sprejemljivost, saj le na tak način bomo prišli do ključnih ciljev preko realizacije naših projektov. Seveda tudi drugi projekti so pomembni, hidroelektrarne, razširitev plinske elektrarne v Brestanci in tukaj se že kaže, bi rekel, če so bili projekti ustrezno peljani skozi družbeno sprejemljivost. Jedrska energija je mogoče z tega vidika še malo bolj specifična. Strokovno znanje in pa izkušnje z tega področja so obratovanje NEK in pa poslovanje Gen dvignili na nek višji nivo. Smo zelo uspešna skupina v, bi rekel, slovenskem vidiku, nuklearna elektrarna Krško pa je dejansko zelo uspešna tudi na svetovnem vidiku. In zahvalo za to gre seveda našim strokovnjakom, ki so dolga leta tudi kompetentno vodili podjetja, jih usmerjali in pa gradili ta odnos z lokalnim prebivalstvom. Rezultati, tudi tisti rezultati, ki so vidni preko letnih poročil, dokazujejo, da je ključno in pa izjemno pomembno, da vodstven kader strokovno obvladuje tudi jedrsko energijo, razume njeno specifičnost in pripomore k dvigu varnostne kulture. In ta varnostna kultura je dejansko en izmed ključnih dejavnikov jedrske varnosti. Se pravi, prepoznavanje varnostne kulture dejansko bo zagotovilo tisto jedrsko varnost, ki si jo vsi želimo. In če je to med nami, bi rekel, zaposlenimi, bi rekel, prepoznano in pa zasledovano, je seveda to najboljši garant za uspešno obratovanje elektrarne in pa seveda vključenost v lokalno okolje. Jaz razumem in mi je logično, da se največjo kredibilnost lahko doseže le na ta način. Zato pač tudi v tem primeru pozivam vse akterje, da zasledujejo, bi rekel, to družbeno sprejemljivost v dolgem roku, kajti le na tak način bomo dejansko v skupini Gen šele prej lahko zasledovali naše cilje in pa seveda tudi izboljšali rezultate. Jaz sem prepričan in bom tudi še naprej zagovarjal, da je to najbolj optimalen način za družbo, za skupino, tudi za lokalni prostor in pa tudi ne nazadnje tudi za našega, bi rekel, ustanovitelja SDH. Jaz si želim, da seveda do te zamenjave ni prišlo. Zakaj? Dejansko družba deluje izjemno dobro. Imeli smo odlične rezultate v preteklih letih, iz letnih poročil lepo razvidno. Seveda je pa pač
težko temu pač na nek način, hotel sem povedati, no, sem malo izgubil. Hočem reči, da v glavnem poslovanje je bilo odlično in pa upam, da bo tudi naprej. Je pa na nek način meni nerazumljeno, zakaj se do tako dolgoletnega in pa kompetentnega strokovnjaka, kot je bil gospod Novšak, v takih primerih pač zamenja. Jaz mislim, da smo družbo zelo dobro postavili, rezultati so bili odlični, na nek način pa je trenutno tveganje v, rekel, ne samo energetskem smislu, ampak tudi trenutne razmere v energetiki in pa Sloveniji so dejansko zelo nepredvidljive in so taka tveganja, ki se vnašajo, rekel, v tem trenutku še dodatno in zaostrujejo razmere in na nek način so seveda nezaželene. Seveda pa to lahko pa tudi pomeni negativne rezultate na poslovanje in pa na vse ostale stvari, tudi družbeno sprejemljivost.